Pozdravljeni. Svet Formule 1 je glamurozen, je bleščeč, a vsaj kar se tiče financ je marsikdaj zelo temačen in mislim, da lahko rečem celo nekje na meji legalnosti, če ne že čez. In seveda, podatki, ki jih bom tu navajal, so bolj stvar raznih menj, špekulacij, tračev in podobnih informacij, katere so daleč od tistih realnih. Mi pravih pogodb in dogovorov nikoli videli ne bomo. In o proračunih ekip ter tistem delu, ki ga jim namenijo organizatorji, sem napravil že v preteklosti prispevek, kogar zanima, dobi bližnjico seveda v opisih. Sedaj bom nadaljeval še v korak dlje in ustavil se bom na tistem delu, kateri je nam navdušencem bolj viden. Pokroviteljih, plačljivih voznikih in podobnih zadevah, katere so vidne z raznimi nalepkami, napisi in seveda na sedežu določenega bolida. Namreč nekje lahko ocenimo, da v celotnem proračunu ekipe Formule 1 predstavlja dobro ali slabo polovico tisti del, katerega dobijo strani organizatorjev, ostalo se morajo nekako sami znajti in od leta 1968 naprej imamo pokrovitelji. Plačljivi vozniki so bili pa že bistveno predtem v svetu motošporta. A mnogokrat se zgodi, da določen pokrovitelj zamenja ekipo, se zmanjša, se zveča, zapusti ta svet in prav v zadnjih tednih smo videli pri ekipi Williams, kako je kar nekaj sredstev po mnenju mnogih virov zapustilo to ekipo. A pogledali se bomo skupaj, kaj to pravzaprav pomeni za ekipo Williamsa in kaj je to v primerjavi z ostalimi malo večjimi ekipami. Namreč, jasno je v Formuli 1 neko nenapisano pravilo, da več kot imaš denarja, boljši si, čeprav ne drži zmeraj. Izjema tega pravila je na primer tovarniška ekipa Toyote, kjer smo videli, koliko denarja so vložili in kakšne pičle rezultate so imeli na koncu. In tudi to ne pomeni, da če imaš največ denarja, da boš svetovni prvak, le to, da če imaš malo denarja v proračunu, skoraj nimaš možnosti, da boš kaj pametnega dosegel. In če pogledamo proračune raznih ekip, vidimo, da Mercedes, Ferrari imata tam ocenjeno nekje okrog 400 milijonov, na to je Red Bull s 300, Williams, Alfa Romeo Racing in ostali pa od 150 proti 100. Razlika je več kot očitna, a ne glede na to. Mnoge ekipe dobivajo v svoj proračun sredstva, denarna sredstva na razne načine. Ni samo dovolj, da prodajajo ta oglaševalni prostor na karoseriji, kjer se nalepi ime določenega pokrovitelja. Spomnimo se samo McLarena, kateri je dobil od Honde 100 milijonov samo zato, da je Honda lahko dala pogonski sklop, seveda spet zastojn ekipi z Wokinga. Seveda dobra marketinška poteza. In ko se je zalomilo med njimi, so ostali tudi brez 100 milijonov, kar je bil zelo hud finančen udarec. A vrnimo se k Williamsu. Lep primer, kaj pomeni pokrovitelj, smo videli pri njih in pri Martiniju. Namreč po raznih ocenah je Martini plačal Williamsu za vso tisto površino nekje med dobrimi 10 in 15 milijoni. Približno toliko, kot so plačali pri Ferrariju, da so imeli majhno nalepkico. Prišli so v pravem trenutku na pravo mesto, Williams je bil takrat v rahli finančni krizi in dobili so dobro priložnost, dobro pogodbo. Zato niti ni čudno, ko se je pogodba iztekla, da jo niti niso mislili podaljšati. Namreč za podaljšanje bi morali plačati bistveno več. A po drugi strani smo videli, da je ekipa Williams zapustila Rexona kot pokrovitelj, šli so k McLarenu in ocenjuje se nekje za okrog 5 milijonov, ter tudi Robert Kubica je šel v Alfa Romeo Racing skupaj s svojim osebnim podpornikom, če lahko se tako izrazim, PKN Orlenom. In govorimo spet med 5 in 10 milijoni, bolj k 5 milijoni po raznih virih. No, in če nekako ocenim, zaokrožim, špekuliram, bi to lahko zneslo dobrih 10 do 12 milijonov sredstev. Kar na proračunu 150 milijonov, kolikor se ocenjuje tisto, kar ima Williams, je res hud udarec, a ne pomeni konec ekipe. Seveda, v raznih ekipah so ceniki za te
površine različni. Omenjeni Martini sem povedal, da je plačal nekje po raznih špekulacijah dobrih 10 milijonov, kar je bilo primerljivo s tistim, kar je plačeval drugi proizvajalec alkoholnih pijač Johnnie Walker ekipi McLaren. In razlika v površini, v vidnosti znakov je seveda očitna, a ne glede na to. V svetu Formule 1 lastniki plačujejo lastnim ekipam, da so lahko v tem svetu. Mercedes približno 50 milijonov svoji tovarniški ekipi, Red Bull 200 milijonov ekipi Red Bull in ostalih 50 milijonov skuderiji Toro Rosso oziroma Alfa Tauri po novem, kar so ogromni zneski. In verjeli ali ne, kar sem dobil špekulativne podatke za sezono 2017, celo Alfa Romeo je za tisti majhen znak pri Ferrariju plačal 92 milijonov. Seveda, tu od zadaj verjetno gre za precej temačne zadeve. Nikoli tako temačne, kot so bile verjetno tiste med ekipo Haas in Rich Energy, kjer mislim, da dosti denarja v resnici na transakcijski račune ekipe Haas ni prišlo, kljub dogovorom, kljub veliki promociji izdelka, katerega pravzaprav ni nihče videl. A poglejmo sedaj nekaj drugega. V svetu Formule 1 imamo tudi voznike, kateri zaslužijo ogromno, vsaj tako pravijo viri. Ampak je to res? Je to nekako v kakšni povezavi s kakimi drugimi finančnimi špekulacijami? Nekje sem zasledil, v nekem viru, katerega imam za dokaj realnega, da Lewis Hamilton na sezono dobi nekje 40 milijonov funtov, Sebastian Vettel 30 milijonov in pol, Daniel Ricciardo 26 milijonov in pol. No, znane so zgodbe, da se je Daniel Ricciardo izvensodno pogodil s svojim bivšim menadžerjem za nek delež te vsote. In tudi Lewis Hamilton, kljub temu, da zasluži 40 milijonov na leto, pa naj si bo to v katerikoli izmed teh svetovnih valut, je po nasvetu svojega finančnega svetovalca prodal zasebno potniško letalo, katero naj bi bilo nevzdržno za njegove prihodke. In zasluži 40 milijonov. Ali jih zasluži v resnici bistveno manj? In so te vsote, na primer, še preden so obdavčene, more pokriti kakšne druge stroške, more še komu kaj plačati. In prav to je zanimivo dejstvo, katerega marsikdaj se ne poveže med seboj. Tudi Robert Kubica kot v bistvu plačljivi voznik, kateri je imel močnega pokrovitelja osebnega, je pri Williamsu dobil plačo in ta je bila ocenjena nekje na $500 000. In če je njegov pokroviteljski doprinos bil nekje ocenjen na 5 milijonov, pomeni, da od 5 milijonov jih je $500 000 šlo nazaj in pokroviteljska sredstva v resnici so bila težka le 4,5 milijone. Verjetno je bilo tudi kaj na tem res, ampak še en dokaz več, kako vsaj z finančne strani v svetu Formule 1 je vse prej kot glamurozno in mislim, da marsikdaj bolj blizu kakšnim kriminalnim združbam kot tistemu vrhuncu nekega džentelmenstva in športnega obnašanja. Toliko tudi malce o temni strani sveta Formule 1, strani, o kateri smo marsikdaj preveč tiho. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.